dobrodošli nazaj na kanalu diagnostičnega laboratorija Medicare Plus. Če ste z nami danes prvič, se lahko naročite na kanal, kjer vam bomo laboratorijske podgance prinašali zanimive vsebine z področja laboratorijske diagnostike, odgovarjali bomo tudi na vaše vprašanja, bomo vas pa peljali tudi v zakulisje laboratorija, kjer si boste lahko ogledali, kaj točno se dogaja z vašimi vzorci. Ostanite z nami. Danes bomo govorili o preiskavi, ki je povezana z vremenom, čeprav je zunaj zelo slabo vreme. Kaj pa če greva reč na morje? No, pa peva. Danes bomo govorili o vitaminu D. Ta ima mogoče malo neposrečeno ime. Iz zgodovinskih razlogov se namreč uvršča med vitamine, čeprav v resnici prohormon, ki ga potem telo preoblikuje v aktivno obliko, ki je zadolžena predvsem za presnovo kalcija. Zato mu rečemo tudi kalciferol. Zakaj smo torej šla na morje? Zato, ker se vitamin D tvori le, kadar smo izpostavljeni svetlobi, natančneje ultravijoličnim beta žarkom sončne svetlobe. Zdaj, da dobimo potrebno količino vitamina D, je teoretično dovolj že nekaj minut izpostavljenosti soncu dnevno, ampak včasih je tudi to težko. Še posebej je to izrazito pozimi. Zato vam bova danes predstavila 5 razlogov, zakaj morate poznati svoje vrednosti vitamina D. Prvi razlog. Vitamin D je pomemben za zdrave in močne kosti. Pomemben je pri preprečevanju osteoporoze. To je bolezen, ki povzroča krhke kosti in s tem povečuje tveganje za zlome. Prav tako pa je pomemben za zdrave zobe. Pomanjkanju vitamina D so še posebej izpostavljeni starostniki. Poleg tega pa je vitamin D ključnega pomena za absorpcijo kalcija in fosforja v telesu. Če nam primanjkuje vitamina D, potem telo ne more absorbirati kalcija, ne glede na to, koliko ga vnašamo s prehrano oziroma v obliki prehranskih dodatkov. Drugi razlog, da spremljate svoj vitamin D je, če se prehranjujete vegetarijansko ali vegansko. Ker je pozimi še toliko težje vitamin D dobiti iz sončne svetlobe, je pomembno, da ga dovolj vnesemo s hrano. Če imate možnost izbirati, je vedno bolje posegati po živilih, ki vsebujejo ta vitamin v naravni obliki, kot pa po prehranskih dodatkih. Ker pa so naravni viri vitamina D mastne ribe, ribje olje, jetra, jajčni rumenjak ter mleko in mlečni izdelki, imate tukaj vegetarijanci in vegani problem. Rastlinska živila namreč vsebujejo zelo majhne ali pa nične količine vitamina D. Imaš kaj zapovedati? Nope. Če bi ti pa imela kaj zapovedati, bi ti pa povedala, da je vitamin D tudi zelo pomemben v nosečnosti, kar je v bistvu tretji razlog, zakaj morate poznati svoje vrednosti tega vitamina. Posebej rizična skupina glede pomanjkanja vitamina D so nosečnice, saj eno zalogo črpata 2 osebi. Nosečnica potrebuje vitamin D zase in za otroka, saj vitamin D omogoča nosečnost brez zapletov in zdravega donošenega dojenčka. Vpliva pa tudi na razvoj imunskega sistema otroka. Četrti razlog, ker vitamin D vpliva na splošno zdravje in počutje. Vitamin D je pomemben za vse aspekte zdravja. Uravnava krvni sladkor, podpira zdravje možganov in ohranja kognitivne funkcije, omogoča zdrav imunski sistem, zmanjša tveganje za zlom kosti, lajša simptome multiple skleroze in hkrati upočasnjuje napredovanje te bolezni ter deluje kot zaščita proti raku. Peti razlog, da poznate vrednosti vitamina D, pa je pomemben sploh, če se soočate z naslednjimi simptomi pomanjkanja tega vitamina. Pogosto zbolevate in imate šibak imunski sistem. Ste utrujeni, izčrpani, imate bolečine v hrbtu in kosteh, trpite za depresijo, se vaše rane dlje časa celijo, izgubljate lase, imate bolečine v mišicah. V tem primeru vam v diagnostičnem laboratoriju Medicare Plus svetujemo, da preverite svoje vrednosti tega vitamina. Midva sva si na morju nabrala nekaj vitaminčka D. Če vas pa še vedno nismo prepričali, zakaj je pomembno, da poznate svoje vrednosti vitamina D, naj vam zaupamo še, da ima ta pomemben vpliv tudi na hormone. Kadar nam primanjkuje vitamina D, bo to povzročalo nižji estrogen, kar pa vodi v nižji libido. To pa mi vemo, kaj pomeni, ne?
Pomanjkanje vitamina D pa znižuje tudi testosteron, kar pa mi vemo, kaj pomeni, a ne? Tako da ni čudnega, da smo poleti bolj poskočni, ker imamo tudi več tega vitamina kot pozimi. Zdaj, ko veste, zakaj je dobro poznati vrednosti vitamina D, se odpravite v vam najbližji laboratorij, kjer vam bodo vzeli kri in pripravili izvide z vašimi vrednostmi. Če vam je bil video všeč, nama stisnite like. Midva se zdaj vračava v laboratorij, Se vidimo naslednjič. vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau!